Lane, sonček, akcija, to ne more, to je, wow! Ej, prav zaletno se je imela, a ste videli? On je bil prav! Če nam šlo, bomo pa skenslali njegove akaunte, ne? Je tako je? Dobar večer. Dobar večer. Zdaj pa počasi dovolj. To je bilo preveč, ampak hvala lepa. Dobar večer. Dobar večer, dobrodošli. Hvala za ta aplauz, hvala, ki ste prišli, ampak zdaj pa prosim, ampak res iskreno zaploskajte vsi, ki me prvič v življenju vidite nastopiti v živo. 90% folka, hvala lepa. Kje ste bili do zdaj? Jaz sem drugače zelo znan, ne vem, če veste. Če se že zaploskaj, da me ne poznate, naj se vam predstavim. Jaz sem Perica, rojen sem bil v Jugi, tako kot večina vas, recimo, dobra polovica. Natančneje v Bosni. Mesto se imenuje Derventa, je na severu Bosne in je tako 25 jurjev ljudi, tako kot Koper, recimo. Taka občina, samo malo bolj, ko bi rekel, malo bolj poljedelska. In rodil sem se v ulici, ki se imenovala Potok. Malo hecno ime za ulico, ampak se niti ne, se tudi v Sloveniji imaš naselje, ki se imenuje Rečica ob Savinji. Zato, ker zraven teče Rečica ob Savinji, še kar logično, a ni. Pri nas se ulica imenovala Potok, zato, ker zraven teku kaj? Ne, Drek. Ne, res. Drek, majke mi, odprta kanalizacija, ko v Rakovi Jelši tukaj do pred kratkim v Ljubljani. Ampak mi smo rekli Potok, itak se, kaj boš rekel, Drek, kakšen je to naslov? Kje živiš, Drek 21, pri Rjavi bajti greš levo. Potok, seveda, Potok. In zdaj, hecno je zdaj pravim, ko danes povem, odkot sem in to, folk me že malo pozna, ampak takrat, ko sem začenil, 2003, 4, 5, 6, ko ne samo ni bilo stand-up scene, ampak folk pojma ni imel kaj je stand-up, in jaz nekaj probam po teh najmanjših vukojebinicah po Sloveniji nastopam in govorim neke šale, mogoče se režijo, potem, ko povem, da sem iz Bosne, je tako avtomatsko taka reakcija, ko? Avtomatsko se je folk razdelil v dve skupini. Prva skupina reagira kao, glej ga čefurja, dobro se je maskiral prasec, poglej, kavbojke pa sračka, a vse ti nerke so v pranju, ali kaj? Ampak teh je bilo manj, več je bilo tisti, ko sem prišel gor in sem povedal, da sem iz Bosne, so me gledali tako in so si mislili, ne moj, še dobro si nam povedal, mi ne bi nikoli ugali, ne. Mi gledamo to tvojo trikotno, bradato glavo in si mislimo, glej ga finca. In jaz si nekako strinjam s temi drugim. Jaz stopam to tezo, da če si zuga, poveš ponosno, da si zuga. Če si severa, povej, da si severa. Če si čučje mlake, bodi tiho. Ker te bojo zabavali, ne. Ampak jaz tudi, če bi hotel skriti, odkot sem, ne morem. Ime me izdaja takoj, fizionomija tudi, veš, ta tilnik, stari, lej to. Jaz pa Mirza fucking Begić, lej to, zdaj, lej. Ko da me je stari z vas rvago od zaja, tako. Obraz tipa ve, to je strokovni izraz, eni rečejo Toblerone obraz. Lepo, da se smejte, samo ne preveč. Ker pol si mislim, haha, sem duhovit, kurac, vi se smejte, ker sem grd, se vem. Ampak ne zamerim niti najmanj, ker uživam v ironiji. Tukaj se ponovadi najglasneje smejo tisti, ki so trika grši od mene, tako da kar. Zdaj, ampak odraščati v Sloveniji, ali pa v Bosni, danes je drugače, ker Slovenija je druga država zdaj in do se poznajo še posledice vojne, ampak takrat, ko sem jaz odraščal, pa vsi tisti, ki smo starejši od tam 28-30. Dej se zaploska vsi, ki ste starejši od 28-30.
Okay. Hvala, mlajših nisem prosil za proskal, ker ne bojo, njim se ne da. To je ta nova generacija, stari, če jim ne plačaš, ne mrdnejo. In je tudi prav, ker živimo v kapitalizmu, stari. Naj plača ti, ne, nič drugače. Moraš zahtevati, moraš se prilagoditi sistemu. In jaz tem mlajšim, ni da jih sovražim. Ne, itak da ne. Samo jih ne maram. Ne, zavidam jim. Veste, kaj jim zavidam? Izbiro. Če si bil otrok v Jugi, to je zame bilo boleče. Izbira. Ko je bila tako boga, razumeš? Ko si šel v trgovino, a se spomnite, ko si šel v trgovino po sok, kaj si imel na izbiro? Pingo. Vsi se tako izpomnijo. Pingo, imel si dvojni C, ki je ista stvar kot Pingo. Isto je, majke mi. Isto, samo več ima, mogoče, drugače je isto. Imel si nekaj, je bil si na alko, je bil takrat še. Imel si 3-4 izbire. Danes, ko greš kao, a boš kolo, kakšno kolo, Pepsi kolo, Coca-Cola, solo kolo, srbsko kolo zaplešal, stari kozaračko zaplešal pred tavo, kapitalizem, trgovec pleše, stari, samo kupi, Ko greš po sladoled danes v slačičarno, priješ na vrsto tako, hladilna skrinja 20 metrov, ti cel zbegan tako, samo trenutek, jaz bi 2 kepici mešal, eno stračatela, pa kiwi, drugo bele sanje. What the fuck is bele sanje? Kdo si ta ime izmišljuje? Salome? Bele sanje, ne, brez tega, brez. Ti dajo 25 prelijev, gor tu. Češnjico. Leta 82 je bilo malo drugače, takrat sem bil 4 leta star. Prije mama za roko in pelje v slačičarno k Albancu. Ker takrat so Albanci imeli slačičarne. Danes je čisto drugače, kaj ne da? Nekatere stvari se ne spreminjajo. In tako je tudi prav. Jebeš državo, ki je ni Albanca, se gledamo. Se strinjamo? Sem rekel to v Beogradu, oben se ni strinjam. Jurija Folka v dvorani vsi tako, ne, mi jih ne bi pogrešali. Jaz bi, ker sem jih vajen. V glavnem, prije mama tako za roko in pelje k Albancu in takrat, leta 82, hladilna skrinja tako pol metra in noter 2 okusa, čokolada in vanilija. In mama vpraša, kaj boš? Boš čokolado, ti rečeš ne in tu se dilema konča. Ko pa si šel v trgovino, pa so let, ko si šel v trgovino, si imel 3 izbire. Čakaj, da razmisli, čakaj, ne. Imel si kornet, ne 100 vrst kornetov, kornet, stari, tak jelen je bil gor. Imel si lučko ali pa tisto zarukano, zafukano, glupo nogometno žogico. Se spomnite, a? Taka nogometna žoga, gori ena luknja, en 6-kotnik in ti čačkaj, zdaj. Ne daj Bože, da počiš lička, ne dobiš nove. Ne. Počasi, dečko, to je Jugoslavija, plastika luksus, razumeš? Hočeš novo žličko, kupi nov sladoled, kot te jebe. In kaj si naredil na koncu? Dal si nekam na topu beton, ne, na sonce, da se stopi in si spil tisto sranje s 3 osami v red. Če pogledaš na spisek 20 najbolj neumnih embalaž vseh časov, sladoled žogici je na drugem mestu. Na prvem mestu mleko v vrečki. To je to. To je bil isti tip, on je imel brainstorming. Tekočina, kamzno, v najlon, bravo, care. Zdaj tisti, ki ste res mladi, najbrž se ne spomnijo, mleko v vrečki zveni kot znanstvena fantastika. Ampak glavni problem je bil v tem, da tekočina v vrečki ne stoji lih po konci. In se ti polije. Če nisi dal v lonec, ti zasvinja cel hladilnik. In so pojavili še večji geni, ki so rešili ta problem, tako da so izumili stojalo za mleko v vrečki. Tako grdo, plastično, zeleno. Jaz si želim, da bi bil tam, bi rekel, mojster, nehaj z idejami, nehaj z inovacijami. Danes bi ti imel startup podjetje. Nehaj z inovacijami, stari, gremo počakati par let, da prije Tetra, pak do takrat traja vsak svojo kravo pred bok, parkira, stari, zraven golfa.
Zdaj izpade, ko se pritožujem, ampak se ne. Meni je bilo fajn biti del Juge. Vam, starejšim je bilo. Ne vem, to je v Sloveniji tako bolano, strani politike seveda razpihano, ampak bolano razdeljeno, kako da ni, kako da je vse črno-belo, razumeš? Ali si totalen komunajzer, ali si pa, ne vem, belogardist, domobranec, karkoli, janšist. Pa vse lahko gledaš objektivno, pa rečeš, ene stvari so zdaj boljše. Boljše je recimo to, da ne hodimo po kavbojke v Trst, pa pralni prašek v Avstrijo, to je fajn, pa da jaz takole blebetam, karkoli hočem, brez da bi gledal čez ramo. Ta del je kar dober, ne. Ampak ene stvari so bile boljše takrat, predvsem vrednote. Zdaj se keš postavlja kot vrednota, razumeš, kar je absurd. To je vrednost, to ni vrednota. Ampak takrat so pa bile bolj plemenite vrednote. Delo, čast in oblast, delo se je cenilo. Udarniški poklici, učitelji, rudarji, pa enakost, enakopravnost, vsi smo enaki. Kurat smo bili enaki. Nikoli ne bomo. Ampak fajn je to kot valuta gor. To je fajn, ne pa cash. Če si bil otrok, sorry, takrat je bilo bolj pestro. Takrat je bilo, jaz imam sina, ki je zdaj 5 let star, on, ko je bil 3 leta star, je inštaliral igrice na moj telefon. Ne igral, inštaliral. Ni znal reči inštaliral, reče inštaniral. Ampak jih je inštaliral. To ne more biti dobro za dušo, stari, pa ne more biti. Takrat v Jugi, stari, ti šel ven, mama sploh ni vedela zate, sploh noben ni vedel, kje si. Ti šel tja, kao na vrt, ti šel v gozd, bližnji gozd, tam je bila neka palca, ti si jo pobral, si to. Je bilo neko drevo, si to po drevesu. Pol je prišel nek drug mulo, z druge strani je to kupil še tretji, razumeš? In to je bilo družbeno omrežje, to je bil Facebook, to... Cel dan. Fajn je bilo. Sploh v Bosni, veste, zelo pestro je bilo, sploh leta 92, takrat je bilo ekstremno pestro. Prije me dan iz šole, mama jezna, me počaka na stopnišču, pravi, 6 cvekov imaš popraviti, ne, ni govorila slovensko, ampak pravi, 6 cvekov imaš popraviti v 2 tednih, jaz tako, 6 cvekov v 2 tednih, fakt, to je 3 cveke na teden, to ne gre, ne, to... Ampak, ker je Bosna, lik tisto ključno leto, že naslednji dan prije me šel, reče, mama, ni več cvekov, ni cvekov, ni redovanj, ti zbornice ni več. Rešeno. Jaz sem tako naredil 7. razred, majke mi. Ne, prisežem. Slovenija to priznala, boli mene, veš. Tako pestro je bilo dol, da se moja družina odločila priti sem v Slovenijo na počitnice za enih 26 let. In nikoli se nisem pozanimal, kako je bilo v Ljubljani ali pa na Štajerskem ali na Koroškem, ampak mi smo šli v Koper. Ponavadi bežiš tam, kjer imaš žlahto, če se le da, kar je za Sirice težko v Sloveniji, ampak mi smo šli v Koper in za nas, tako, niso vedeli, kaj z nami narediti srednje šole, kaj narediti z begunci. In takrat sem opazil, da je Slovencem predvsej bolj pri srcu beseda izbeglice. Kar je mene živciralo. Oseba, ki na begu, je begunec. To je slovenska knjižna beseda in zveni cool. Begunec zveni kot Harrison Ford, zdaj. Begunec. Alko Hilda Tovšak. Kar je predvsej manj cool. Ful je bilo teh beguncev. Ivo Sanader. A veste najboljši vic o Sanaderju? A veste, kdo je Ivo Sanader? Edini človek, ko gre v Avstrijo po zimske gume in se vrne s ketnami. Prva, ki je sprejela 4 begunce, je bila srednja kovinjarska. Noben ni upal, prej je to bil prav presedan. In prijem tja, in sem mislil, zdaj mu dal predmetnik, pa pridite naslednji ponedeljek, se infiltrirajte malo bolj neopazno, ne? Ampak oni nas peljejo noter isti dan sredi pouka, sredi 3. ure, podravnate ta korpulente možakar, zajeban, velik, brkat, tako prijem noter, bum, dober dan, v razred, tako, oni vsi mirno, tako, dober dan, dober dan. Mi se postrojimo tam, mi 4 koračke zraven njega, pravi, dober dan, to so izbeglice. Stari. Mi stojimo tam, gledamo nokte in si mislimo, zemljo, otvori se. To so izbeglice, hvala stari, ker si ponovil, res cenim, mogoče zadaj niso slišali, smo izbeglice. Ampak ni bil slab človek, je bil dober, zaščitniški, je rekel, da jih ne bi kdo zafrkaval. Zafrkavati Bosance v Sloveniji, ne.
To se nikoli ne dogaja. Ne. Isto kot v filmu Outsider, če ste gledali. Mi se usedimo v zadnje klopi, te iz prvih začnemo tako obračati, kaj s prstom navik, le, kaj še nos, le to. Takrat ni bilo Vida Valiča, pa so mene jebali zaradi sodle. Ampak sem rekel, dobro, jaz sem to sprejel, sem rekel, to je del take izkušnje, to mora biti, to bo minilo. Naslednja ura, tehnično risanje. Takrat sem zelo malo vedel slovensko, kao risanje, crtanje. Nešto čemu da crtamo. Tehnično pojma nisem vedel, kaj pomeni. Ker po srbo-hrvaško je tehničko. Čisto drugače. Ampak dejansko nisem vedel, kaj bo zdaj tukaj, kaj pričakujejo od mene in prije profesor radi pravi, svinčnike na mizo, mam so mi dali nek komplet. So mi dali svinčnik, oni z minicami, ne tehnični, pa dve radirki, bela, pa ona modro-rdeča, ona ki briše kemični, pa zvezek, pa klop, pa pizda vse. Modele tudi, vsi neke lesene kotke, začejo gori imati na mizo, ok, tega mi noben ni dal, tega nimam, upam, da ne boste živ. Ampak on me potolaži, profesor se tako postavi, pravi, danes se bomo učili risati robove. Zdaj tisti, ki slučajno razumete srbo-hrvaško, rob po srbo-hrvaško pomeni suženj. Jaz sem rekel, super, znam ja crtati. Čito sam Alana Forda, vse stripe sem bral. In začnem risati, robovi, moški, mišičasti, postani, veš. Ket neko Sanader. Pogledam levo, so šolec neke črte riše. Tip ni razumel. Rišem jaz, robovi, moški, mišičasti, jeklene krogle vleče od cel komplet. Pogledam desno, ta tudi črte riše, ta tudi. Ok, jaz nisem razumel. Prihaja profesor k meni, jaz hitro tiste robove pod mizo, ne vem, kaj je narobe, vem, da je nekaj narobe. Pod mizo, BUA4, tako, 2 črti potem, lik da je približno podobno. Pravi, bo. Samo 5 stran, bo. Kaj bo, 2 črti narisamo, 5 stran se bo. In zdaj, tisti, ki ste imeli podoben predmet, veste, kaj smo risali? Izometrična projekcija se temu reče, recimo to lampo, gledaš pod očnim kotom, gledaš nek predmet, tiste robove, ki jih vidiš, narišeš z debelo polno črto. Tiste, ki so z druge strani, ki jih ne vidiš kakšno, tako, črtkano, ja, ampak takrat, ko sem bil najbolj zmeden, on se spet tako postavi in pravi, gremo zaključiti s to prvo fazo, zdaj bomo risali nevidne robove. Kako naj to narišem, stari moje? Ampak sem rekel, dobro, to so te uvodne fore, to mora biti, to bo minilo. Naslednji ponedeljek praksa. In ne vem, če veste vsi, kaj pomeni praksa v prvem letniku kovinarske leta 92, mogoče še dan danes. To pomeni tole, ena pila, en primež, na primežu en in isti kos jekla in pili sine cel dan. 7 ur tega, Ne vem, kdo je izumil ta program, kakšen potomec od tistega, ki je embalažo za sladoled izumljal, ampak k sreči prvi dan ni bilo tako. Prvi dan so nas peljali okrog po delavnicah, v pritličju kovinarske so bile tako delavnice, avtokleparska, avtomehanična, varilnica, in mi zdaj gremo tur de kovinarska. Gremo okrog, prijemo v varilnico, spet nek nov profesor, nekaj razlaga, ta tip je imel ful visoko obrvi gor, takole. Varilnica, švajsanje, verjetno nek živec počul, nekaj šlo po gobe. Ni nujno, ugibam, ampak v glavnem tip je izgledal, kot da je konstantno presenečen, tako, cel čas. In ko je bil presenečen, izgledal na smrt prestrašen, tako. Ko srna na avtocesti, in sredi razlage lih mene najde, pravi ti, pej mi iskati en stol. Zdaj spet vsi, ki razumete srbo-hrvaško, stol pomeni miza, ja. V mojem primeru kateder. Tak lep dvopredalnik iz češnjevega lesa. Gremo v njegovo pisarno, gledam tisto mizo, gledam njega, pa je on lud, Ajde, šta se mora, nije teško, Prijem za mizo, vraga, nije teško. Prav slišim, ko nekaj poči tukaj, prav slišim, ampak dvignem in ponosen nosim. Crkujem in nosim. Edini sošolec, ki je razumel jezik srbo-hrvaško, petek prej mi je pomagal, zdaj me gleda in se reži ko svinja. Pove vsem sošolcem, zdaj se vsi valjajo po tleh v stilu, gleda kretena, nosi kateder. Edini zbegan profesor, ki se vidi tako.
Jaz sem mislil, bum, pred njega pravi, kaj delaš? Pa kako, kaj delam? Pa rekli ste, prinesi 100. Ja, 100. Pa evo ti 100, jebote 100, leđa mi je slomio. Hvala lepa, super sem. Hvala lepa. Ja, vsaka družina ima neke take frke. Dejansko vsake, preko slej boš na letu. Če ni alkoholizem, so neki psihični problemi, če so psihični problemi, je droga, če ni droga, je samomor. Vsaka ima neke take stvari, ampak obstajajo te neke manjše, take malenkosti, ko te motijo pri partnerju, pri starših, pa ti res ne da miru. Jaz, ko sem še živel pri starših, pri očetu me motila ena trivialna stvar. Mogoče se bo se fantje poistovetili, mogoče ne. Ampak on me je marsikaj naučil. Ampak da bi jaz njega kaj naučil, kdajkoli. Pozabi. Pozabi, stari, ko v risanki. On je velik medved, jaz sem mali medved in znanje gre samo v tej smeri. In to mi je šlo na živce, ker že danes sem ga prešišal po izobrazbi. In sem drugače, nasplošno pametnejši, ne, to je grdo povedati, ampak kaj če je res, ne. In zdaj, zgodilo se je marsikdaj, da sva tako doma, poleti, ne, tako kot zdaj, recimo maj, juni ali kaj takega, in poleti tako popoldne pijeva karakijo, ne. Ampak v izi, rekreativno. In on začne z osnovnošolskimi trik vprašanji, pravi, šta je teže, kila perja ili kila željeza? Jaz mu rečem, kila je kila. Bravo, bravo, kila je kila, bravo, bravo. 22 let sem imel, bravo, bravo, kila je kila, bravo, bravo. Pol jaz njemu nazaj, kaj je teže, liter olja ali liter vode? In on me pogleda malo zbega in pravi, litar je litar. Ni, stari, liter ni mera za težo, ampak za prostornino. Prostornina, litar je litar, ful prepričan, In ker sem večkrat bil v podobni situaciji, grem lepo po kos papirja, da pač napišem kaj izjavu, da se oba podpiševa spodaj, da se bo vedlo, kova trezna. In že naslednji dan prije k nam njegov nek prijatelj, ta je bil precej bolj šolen, ta je končal 8. razred. Se hecam, tudi moj star je končal 8. razred. Ima tudi spričevalo od srednje šole, ki ga je pošteno plačal. Ne, majke mi, dejansko ga je kupil. To so bili taki cajti. Danes bi lahko šel v politiko, je tako. In jaz njemu rečem, dej povej mu, da je olje teže. In on njegov friend reče, ja, olje je teže. Stari mene pogleda in ko izstopa reče, šta sam ja tebi rekel? Ja, kaj ste rekel? Rekel si litar je litar. Ne, nisam. In jaz grem po oni kos papirja, sem rekel, spomni se, včeraj je bilo, pila sva, tole si izjavil, jaz sem napisal, ti se je podpisal spodaj, on vzame papir in pravi, z lepim se hvališ, prvo človeka napiješ, pa mu daš neumnosti podpisal. Ne more zmagati. In sem se mislil, če vem toliko več kot ti, zakaj ne dovoliš, da te kaj naučim. In pol čez 5-6 let so mi povedali, da olje plava na vodi. Ja, viskoznost pa teža, to so izmuzljivi pojmi. Tudi 80% vas je padlo na to finto. Mislim, da tukaj, ko govorim to zgodbo, da folk hitro zagrize v ta stereotip. Moj foter, glupi Bosanec, starejši, ki, by the way, je gradbenik, ene stvari znotraj stereotipa držijo. Ja, ampak jasno, da je pametnejši od mene. Če si starejši, si pametnejši. To dejansko je tako, ne. Pravijo bolj moder, to je druga beseda za pameten. In vemo, ko grejo stereotipi za folk južno od Kolpe, ne. Bosanci glupi, Srbi naduti, naduvani, Črnogorci leni, Hrvati pizde. Je tako. Tako nekako gre iz slovenske. Ampak, a veste, da obstajajo stereotipi za Slovence dol? Obstajajo. Niso nujno smešni za vse, veš? Kakor za koga. A vam povem? Ja. Ok. Slovenci, slovenski moški, gej. Gej, ne vsi, samo dobrih 80%. Ostali 20% od copate. Ja,
slovenske ženske, nimfomanke praktično, take radajke, da bi rade seksale non-stop 24 ur na dan. Enkrat sem razlagal to zgodbo o eni firmi, eno zadnje se prav se razpil, rekel, kje? Prav jezen je bil, kao kira bedarija. Ampak, kaj se to pravim, v stereotipu ponavlja malo resnice in toliko neumnosti zraven, da ne moreš si privočiti to upoštevati. Bomo povedal, po mojem mnenju, kako je nastal ta stereotip o Slovencih. Slovenci, mislim, jezik je bolj mehak. In ko priješ ti dol in govoriš slovensko, avtomatsko zveniš bolj gej, bolj poženščen. Sploh, če si iz Ljubljane, pa uporabljaš te pomanjševalnice, malček, krompirček, ščegetavček, če imaš rad ščegetavčke, si gej dol, to je paradoks, Slovenske ženske radodajke, po moje zaradi tega, ker Slovenke v celi jugi so bile vedno najbolj emancipirane ženske. In zdaj, ko je en hribovc dol iz Bosne ali pa iz Črne Gore, iz Like, prišel v stik z tako žensko, mogoče seksal to osebo, on je bil frapiran. On si ni to znal razložiti, on je rekel, kao, le, ona ženska pa seksa kot človek. Fuck! Pa nog mi noče oprati, fukina, vse pomešala, In tako je prišel od te kvazi duhovitosti, tako mlada pa že Slovenka, to poznate. Še en stereotip dolo velja za Slovence in to sem jaz bil šokiran, ko sem prišel sem, kako neresničen je. Slovenci kao hladni, zadržani ljudje, tako kot Nemci, kao ful delovni. In ne znajo se sprostiti, ne znajo se zabavati. To sem jaz bil šokiran, ko sem prišel sem, zame je Slovenija žurerska država. Slovenija je edina država na svetu, kjer če rečeš ambasada, nihče ne pomisli na veleposlaništvo, nihče. Ne gleda to, koliko cajta je zaprta, ni važno, stari. In Ljubljana je edino mesto na svetu, kjer folk ob enih zjutraj gre v cvetličarno, žura, stari. Jaz ga ne žuram zdaj vsaj že 10 let, ker nazadnje, ko sem ga zažural, sem se ga totalno napil, sem razbil avto, ne svojega, od Linčiča. Prav štango. Ne, hecam se, ni res. Od Pečeta je bil avto, ampak, tu se vidi, da je stara fora, ni tako, sploh nista več aktualna, niti najmanj. Ampak koga zdaj naj zabavam? Tonina? Kakšne luškane zobke ima? Ne morem, tako. Ne morem. Samo dejansko meni ta neka skrajna levica in desnica gre na živce, ampak pri desnici je tako, da sploh ne rabiš imeti programa, stari. Sploh samo toči po gejih, toči po kao pedri, čefuri, tudi policaji, ker oni samo lupijo z položnica, ja, to je njih. In boš dobil onih 10-20% debilo, tudi če ne boš v vladi, boš pač zunaj parlamentarna stranka, če ne boš v opoziciji, mogoče celo boš premijer, razumeš? Samo, programa sploh ne rabiš, stari. Sploh samo podpihovati rabiš, nič drugega. In najboljše, kar se slovenski naciji spomni, vse na iče nič. Stari, to je pljuvanje v lastno skledo. Ker lahko potem na eni strani imaš tako Kidrič, Miklošič, Makarovič, Toporišič, Jelinčič, Mahnič, na drugi strani pa Strojan. Dej malo razmisli, ne vem, stari, ne vem. Ampak ekstremizem je ekstremizem, levi ali desni. To sem opazil pri enem prijatelju, ki je bil ekstremni levičar in je zdaj postal ekstremni desničar. To je koliko na zemljevidu, veš, ko greš skrajno toliko, ne tam Kamčatka, pa priješ tam na Alasko. Isto je pri šoferih, stari, koliko je teh ekstremizem, ko se pelješ, psihopati, neverjetno koliko v prometu opažiš psihopatov, ko se pelješ, jaz sem do 2014 vozil Cliota. In se pelješ, en vozi pred tabo 110, ti ga prehitevaš, voziš 120 in evo ti tip se zapiči in ti blenda ne 100 metrov, iz 5 kilometrov, razumeš? Umakni se, razumeš? Kam človek božji, Cliota imam, razumeš, že na 120 mi dela, kaj hočeš? Ampak takim sem se umaknil, vem jaz, ko on razmišlja, ti imaš Cliota, se držiš omejitev, hočeš, nočeš, jaz imam majhnega tiča, umakni se in se umaknem, ni panik, se umaknem. Ampak ne razumem, ko mi to isto sredi mesta počne stari, zapiče od zadaj, razumeš, evo tu po Tivolski peljem, isto se tip zabije od zadaj, trobi, 100 metrov naprej rdeč semafor. To so psihopati, razumeš.
So rekel, ne boš svinja, mora si malo postaviti po robu, veš. So rekel, ne boš, on prova po desni prehiteti, jaz grem desno, on prova levo, jaz grem, ko te jebe, stari. Samo ta je znorel, ga, psihopati, stari, ej. Polno jih je. V prometu so kar vsi razen tebe, ponovadi, jo ni? Ampak je pa tako, da če karkoli delaš, imel sem enega prijatelja, ki je vozil rešilca, ne? In on je rekel, da včasih vklopijo to brez veze. In jaz to podpiram, dejansko podpiram, ker pomeni, da nekdo uživa v svoji službi. Ne? Ker moraš, koliko veselja on ima, stari, če vozi rešilca, mora si malo privočiti, naj. S čim se vi ukvarjate, gospod, če smem vprašati? Umetnik na svobodi. Umetnik na svobodi. Pol sva dva. Kaj pa vi, gospod, kaj vi delate? Inženir. Inženir česa? Strojništvo. Strojništva. Ok, jaz sem tudi, se mi zdi. Čakaj, ne, jaz sem strojni tehnik, 3+2, ja, točno strojni tehnik. Podobno. 4 leta študija manj, pa drugače isto. Ok, a delaš v stroki? Dejansko kot inženir strojništva. Doštudiral strojništvo in delaš veze, a? Ne, a? Brez veze. Kaj pa vidi tukaj, če smem vprašati? Kako? Inženir. Tudi. Česa? Strojništva. A se boste presedli tja? Pa tudi vi delate v stroki ali kaj drugega? V stroki, ja. Prav sem upal, da bo rekel, ne, jaz drugače kradem. Ampak... Lepo, ampak najdete vidva sploh užitek v delu inženirja strojništva? Se najde kaj? Če ne, moraš najti nekaj zraven, je tako nekaj drugega, kar boš užival, nek hobi, ko si res srcem, pa zdržiš v njih 8 ur, pa pol greš. Ko sem se preselil v Ljubljano, sem delal v največjem Mercatorju na svetu. Mercator Šiška, ki je v Dravljah. To je bila podjemna pogodba, sem je pretekel absolvent, nisem imel več mogel delati prek napotnice in sem delal podjemno, to je sužnje lašništvo dejansko. In sem se peljal in od 9, 15, nekaj, ko zaprejo trgovino, do 4, 3, 4, 5, 6, včasih do 8 zjutraj. In prespiš cel dan in potem greš gledati, sem rekel, ok, to je najslabša služba na svetu, najslabša, stari, kam sem jaz zabredel. Ampak pol sem enkrat se peljal tja in sem videl tipa, ki pobira povoženo mačko sesišča. In to je, v uniformi je bil, ne. To pomeni, da je služba, drugače je hobi. In sem rekel, ok, to je najslabša služba na svetu. In nisem si imel, kaj sem prišel z njega, sem rekel, mojster, se opravičujem, ampak kako na koncu človek dobi tako službo? Me pogledal, rekel, veze in poznanstva, tako da... Vse je stvar percepcije, to hočeš, moraš biti vesel, moraš najti veselje. Ful let nazaj gledam posnetek turneje Welcome to the Jungle skupine Guns N' Roses na YouTubeu, še vedno ta posnetek, lahko greš pogledati, 92, Pariz nastopajo in zdaj od zadaj band nažiga, od spredaj Axl slajda levo desno, ne, se poznamo Axla, ne. Pač ruta, lederna kikla, Axl. In na skrajnem robu odra ena napihljiva lutka, en stvor iz džungle, grozen stvor iz džungle, Welcome to the Jungle, to je zdaj stvor iz džungle, ki reprezentira tole in en tip ga trese. Ta 8-metrski napihljiv stvor, en tip trese, tako nekje. Koncert trajal 2 uri, stari. Turneja trajala 2 leti. Kaj je on napisal v CV? To mene zanima, stari. Kaj je on... Od leta 90 do leta 92 delal kot inženir strojništva. Od leta 92 do leta 94 tresu stvora, ej. Prej naslednja zgodba služba, zadnji 2 leti si tresu stvora, ti mene zajebavaš, ej. Kaj to sploh pomeni? A si bil brezposeln doma, cel dan gledal porniče in si tresu stvora, ali kaj? Že med turnejo bilo bedno, ko prijo te grupi, oh my God, are you the drummer? In tako, no, I'm the big ugly ass jungle thing shaker. Still wanna fuck me? Okay, no, bye bye.
Ampak najbolj hezen poklic, kar sem kdaj videl, se peljem enkrat na nastop v Maribor, mislim, da je bil festival Lent in pred mano avto na semaforju in od zadaj na njem nalepka, reklama. In piše nožarstvo, pa nek priimek, pa DOO, od spodaj piše ostrenje sabelj za slavnostno odpiranje šampanjca. Jaz sem študiral promet v Portorožu in me je skrbelo, če bom po študiju dobil službo v tej široki branži. Ta optimist pa se spusti v biznis ostrenja sabelj za slavnostno odpiranje šampanjca. In da bo podjetje ja uspešno kaj naredi, zalepi reklamo na avto, genialno, stari. Ker kolikokrat se vsem nam tukaj zgodilo, da se nekam peljemo in si mislimo, pizdarija, kje bom jaz končal našel enega tipa, da naostri vse moje sablje za slavnostno odpiranje šampanjca. In lani se peljem proti Medvodam in pred mano bel kombi in v loku piše telefonska številka, od spodaj pa pod njo piše izpust belih golobov. Ne vem, če je kakšen bratranec istega tipa, ne? Ali je to isti tip, ki je razširil biznis zdaj, no? Ker kdo rabi odpiranje šampanjca, rabi fucking golobe, ne? Samo ne smeš istočasno, ker kakšnega ubiješ. Drugače... Ko sem bil študent, sem delal v marsikaj, kot marsikdo tukaj, na črno. Pač delaš nekaj prek napotnice, nekaj čisto na črno. In en cajt sem delal v Luki na lesnem terminalu in sem čekiral, če je kakšen črv v lesu noter. Preden gre na ladjo, razumeš? To je bila služba. Iščem črve, stari, razumeš? Kje je strop tej službi, stari? Kje je na koncu iščeš črve v mahagoniju? Najbolj bizarna ponudba, kar sem dobil enkrat, je tam nekaj na pomolu, smo se kopali v Kopru in prije en tip reče, sem slišal, da si brez šihta, da rabiš kao zaslužek. Sem rekel, ja, itak. Pravi, a bi šel z mano prat mrliče v Trstu. Ni rekel umivat, ni rekel uret, rekel je prat. Koja so tepihi. Sem rekel, prosim, pravi, da bom pravili mrliče, mi dva. Sem rekel, ne more, stari, kaj ti je? Pravi, dobro plačamo, a dobro ni 5 evrov na uro, stari, dobro plačano. Sem rekel, ne more se jaz mrliče dotikati, ni normalno, ne morem jaz tega. Pravi, vse se mi rabiš ti dotikati, jaz jih bom obračal. Ti jih lahko špricaš oddaleč, to mi je rekel, špricaj oddaleč, stari. In zdaj mi je tako žal, da nisem šel, veš kakšna zgodba bi to bila, Ampak edina redna služba, ki sem imel v življenju, je bilo, da sem delal kot prodajalec in svetovalec v Rutarju. Sem delal in ne vem, če veste to, ampak to je še kar skrivnost, ne, ampak je tako, trgovci čisto malo lažejo, čisto malo in to je prav. Zato, ker edini, ki več lažejo kot trgovci, so kupci. Razumeš, on pride noter, stari, razumeš, in kao, joj, ne vem, če bi vzel tole sedežno, razumeš, nismo še doma izmerili, za 5 evrov sedežno kupuješ, nisi doma izmeril, ne me je, 5 te vidim v trgovini, stari, dej spiti, stran, bej stran. Ampak, te sem razumel, on laže, da se zaščiti, ne, vse prav, da se zaščiti, ampak nisem tisti razumel, ko pride noter in on je brez keša, stari, čisto brez keša, on dviguje drugi kredit, zato da bi kupil omaro. In to mi ni bilo jasno. Tako jim nisem mogel prodati. Niso mi podaljšali pogodbe, seveda. Ampak dejansko ne more takem človeku, tako, drugi kredit, pa dobro, če kupi za avto, ki ga rabiš, za laptop, ki ga boš uporabil, pridel, okej, ampak ne za fucking omaro, stari, jaz normalen. Dej obleke na tla, a si pomislil daš, pa pokriješ z rjuho in je rešen problem, stari. Da ni prahu, lih toliko. A slišal za škatle, obstajajo škatle, a slišal za rabljene omare, ne kredit za novo omare, ti fuknjen stari, kaj ti ni jasno. In pol niso podaljšali pogodbe, seveda. Ampak, folk prije noter in tu piše prodajalec, svetovalec. In dejansko eni pričakujejo objektivne nasvete. Jaz sem tu, da te olupim ko banano, kaži nasvete, ti hoče me, in to je omara, kaj ti svetujem glede omare, stari, odpreš, daš nekaj noter, zapreš. Ko rabiš, odpreš, vzameš ven za omara, pizdarja. A rabiš tudi postelj, naj ti predstavim koncept postelj, pridi z mano, ne, pridi. No, tole je postelja, prvič vidiš, sej vem, ja.
tole je matrac in ko dvigneš, od spodaj letvice, kdo bi si mislil, Pedar, ja. Zdaj bom naredil eno ovinek v predstavi, ko ga naredim samo, ko je dobra publika, drugače ne upam. Ep o Gilgamešu. Ni važno, če poznate ep ali ne, vam bom povedal na hitro mojo obnovo. Torej, Gilgameš, to je najstarejše ohranjeno knjižno delo, Mezopotamija, glinaste pločice, bla, bla. Gilgameš je bil tip, ki so ga za vladarja mesta Uruk postavili bogovi. In tudi Gilgameš je bil sam bog, ampak ne celoten, samo 2/3. In ko bereš te neke mitološke bedarije, si tako kao sprejemaš. Kao, ja, to je alegorična, metaforična, whatever. Ne. Pol pa se vprašaš, katera tretjina je bila človeška? Noge, ali kaj? Jaz sem bog, jaz sem vsemogočen. V enem dnevu stvarim vse živali, vse rastlinje, samo pol se moram vse stari, ker me noge ubijajo. Če pa je ta sredinski je tako, jaz sem bog, jaz sem vsemogočen, zdaj pa grem kakat. Ampak, če vzamemo v zakup, da je bil tak 2/3 bog, takoj, ko je postal bog, je pomembno to, da ratov je nasilen, ukazoval je moškim, da gradijo neke templje brez veze kot sužnji, ženske je posiljeval, uvedel pravilo prve noči, ne vem, če poznate pravilo prve noči, ogabno, Bravehearta ste gledali. Ja, to je recimo videla, se ljubita, se hočeta poročiti, lahko, ampak prvo noč ona mora z jelinčiče spati, ker je kao plemenito, ogabno. Take stvari uvedel, v bistvu, ko je postal vladar, je Gilgameš avtomatsko postal čefur. Zdaj je treba tukaj se ustaviti in razložiti, da v Sloveniji obstaja ena teza, kar nekaj časa, da je beseda čefur pojem evolviral, da ne pomeni več oznako za priseljence z juga, ali pa za otroke priseljencev z juga, ampak za nekoga, ki se obnaša brezobzirno, ne glede na narodnost, nekdo, ki je brezobziren, nekulturen. Če se strinjate s tem, lahko zaploskate. Jaz se s tem ne strinjam. Ne verjamem, da je evolvirala teza, zato ker še vedno pomeni oznako tudi za tiste ljudi, ki se ne zaslužijo, ampak v tej zgodbi seveda je v tej evolvirani različici, torej Gilgameš brezobziren čefur. In zdaj je on gadan cel. On je imel ful velik bil dečko, tak 4 metre, tako, za centra v NBA-ju je bil. Včasih je nosil enega leva, tako pod pazduho, odraslega leva, tako kot asesuar, čisto za foro. In nekega dne pač bogovi kao gledajo, kao prekleče fur, gleda prekleče fur, kako naj ga spravimo pameti. In v divjih stepah ustvarijo divjega stepskega moža Engiduja, samo zato, da Gilgameša divje stepe. In na neki poroki prije od tega pretepa, kdo je zmagal, ni pomembno, po pretepu sta postala najboljša frenda. Kar nam pove še eno stvar, tudi Engidu je bil čefur. Če se midva stepeva, se bo sovražala, če se nekaj na poroki stepa. Take stvari čefur je z Bonda, stari. In zdaj ona dva še bolj gadna. Zdaj peljete se v mečki, komovci skozi okno, ceca na ves glas. In zdaj... Ali neka goveja, se ni važno, no. In zdaj nekega dne gresta v gozd pod drva. In tam jo pričaka Humbaba. Humbaba je bil grozna pošast, 3-krat večji kot Gilgameš, on je bil tak, nočem vas preveč prestrašiti, ampak res je bil tak, ni preveč grozno, okej. Pusti moja drva, ful navezana drva tipko, pusti moja drva. In oni ne, in prije do fajta, veste kdo je zmagal? Čefuri, ker roko na srce, to sceno čefuri obvladajo ponovadi v nulo, to pretepanje pa to jim gre. In zdaj pet bogovi tako, prekleti čefuri, prasca čefurska, gled. Ne vsi boginja Ištar navdušena, razrajcana, kao Gilgameš vzemi me, ful dobro si ga mlado vzemi me, ampak on jo zavrne, on reče ne, kje pa, mi da sem zdaj mlada to žival 4 ure, kaj ti je, pej stran, mi da greva nekaj spit. Ona užaljena gre k svojemu očetu Anju nad njiju pošlje nebeškega bika. Kaj je nebeški bik, tako kot vi tudi jaz pojma nimam, ampak je bil zajeban. 5-krat bolj kot Humbaba, to je zdaj z nebes, stari, to je nebeški bik, to je z nebes, veš kakšen to pospešek, stari, ni to običen bik, to je nebeški bik, on je sabo imel tako kugo in sušo in razdejanje in klimo in centralno zaklepanje. To je... Gre nad njiju, prije do fajta, kdo je zmagal? Čefuri, seveda. Sej, vem, da se eni tukaj zdi za lase privlečena teza o čefurih v Babilonu 2700 let pred našim štetjem, ampak a je kaj bolj čefurskega kot 2 na enega? Ne,
In ga premagata, celo odrežeta en kos tega bika, vržeta gor bogovom, nič nama ne morete. In bogovi spet prekleti, čefuri, joj, kaj ne naredimo? In potem se spomnijo, pa sej mi smo bogovi. Zakaj ne rečemo Enkidu crkni? In rečejo Enkidu crkni in on crkne. Zakaj se nismo prej tega spomnili? In pol Gilgameš, en velik kos tega epa je posvečen temu, kako je Gilgameš razočaran, jezen, kao praci, prekleti, zakaj mojega frenda, kar tako, zakaj? Pol se pa spomni, da tudi on ni nesmrten. Tretjino je človeški. Kaj če meni naredijo isto? In gre iskat nesmrtnost. Ker takrat si lahko to naredil. Ampak si mora iti zelo daleč, zelo daleč. On je šel, piše, da je šel na konec sveta. V Prekmurje. Tako pol daleč k svojemu bratrancu Utna Pištimu. In prije kao, Utna, Pišta, prije ven. Prije Utna Pištim kao, Gilgameš, šta ima? Utna Pištim je v Lendavi drugače, ampak živi zdaj, samo je iz Varaždina očitno. Ne, zna slovensko, zna ga. Gilgameš, ja, kaj dogaja? Pravi, sem prišel po nesmrtnost. A nesmrtnost, a res? Čakaj, da pogledam tukaj v predale, ni, čakaj, na policah, ni, stari, jebi ga, ni, zmanjkalo. A res, jaz sem zdaj kar umrl, jaz gledam, da boš, prija žena od Utna Pištima, daj nehaj ga zajebavati, lepo te prosim, povej mu, da obstaja še ena finta, on tako, okej, obstaja še ena finta, ti povem finto. Lahko dobiš nesmrtnost, postaneš nesmrten tako, da se potopiš na dno morja, najdeš ena zelišča, utrgaš, priplavaš gor, skuhaš, spiješ in boš nesmrten. In Gilgameš to naredi, on se potopi na dno morja, noge si obteži s takimi ogromnimi kamni, vsi vemo, da je to najboljša metoda za hoditi po dnu morja. In najde zelišča in jih utrga, priplava na površje, v tem trenutku mimo priplava ena kača in mu spizdi zelišča. Tako piše, kača Gilgamešu spizdi zelišča. Ker te kače, ne, one so res nore zelišča. In Gilgameš jih ni imel in je umrl in to je konec zgodbe. Hvala. Vem, glupa zgodba, se sprašujete, zakaj smo jo poslušali, zdaj vam povedal. Glupa zgodba, ukvarja se s temi vprašanji, kao odnos človek-bog, pa smisel življenja, pa take bedarije, ampak jaz jo vztrajno ponavljam, ker upam, da bo moja parafraza postala znana in ko profesorica na prvi gimnaziji v Mariboru ali pa gimnaziji Bežigrad vpraša, po Gilgamešova poznamo, upam, da cel rad reče, Gilgameš je bil čefur. To je čisto moj osebni cilj. Ampak v tej predstavi jo povem predvsem zato, da lahko povem naslednjo zgodbo. Najeli so me, če bi nastopil na otvoritvi 24. slovenskega knjižnega sejma. Ali že to je smešno, thanks. Ne, zdaj, letos bo 34, pomeni 10 let nazaj. Zdaj, sprašujete se najbrž, zakaj mene, ki sem očitno v življenju prebral 4 knjige, od katerih so 3 bile obvezno domače branje in 4. bolj erotične narave, z obilico slikovnega gradiva. Hoteli so pižamo, ne, seveda, Boštjana Gorenca, mojega prijatelja, pižamo so hoteli, ampak on je, meni se zdi, da ocenil, da ne more se pripraviti, da so prepozno rekli, da se ne bo, on je leto prej nastopil, zdaj ne bom imel se za pripravi časa, ampak jaz sem rekel, može. Nisem se čutil blazno kvalificiranega za to, ampak rabil sem keš, ni bilo ne vem koliko nastopov in zaradi keša, čisto zaradi keša sem pristal. Klicala me, ko sem gledal Smrtonosno orožje 4-5. Seveda, mu rekel, ja. Ampak sem imel napačno predstavo, kako naj bi to izgledalo. So rekli Cankarjev dom in takrat sem že malo poznal Cankarjev dom, vem, da obstajajo, ni samo te ogromne dvorane, obstaja klub Cankarjevega doma, ki je kar majhen plac in sem rekel, koliko ljudi sploh zares bere. Ne, mislim te bedarije, ampak da zares bere, da načitanih glav, koliko jih bo, ker to slovenski, to dajo tudi za manjšo prireditev, to bo enih 100 načitanih glav, vedeli bojo, kaj jaz tukaj počnem. Že takrat sem bil dovolj izkušen, da bi šel bolj na ziher. In če že, kakšna književnost, bolj slovenska, jasno, to je bolj blizu ljudem. To, boj na požiralniku, na klancu, te slovenske veselo igre, to. Ampak bojo vedeli, da jaz tukaj namenoma, da si drznem eksperimentirati, da o fenomenu čefurstva govorim skozi prizmo Babilona, da je to pač zabavno, če ne drugega. In bojo štekali, ne. Jaz prijem tja, ni v klubu Cankarjevega doma, v Linhartovi dvorani.
Druga največja, takoj za Galusovo 600 sedežev. Preden tja pričaka me Živa Vadnov, bivša misica, zdaj moderatorka, ne zna pet najbrž. Dober dan, vi boste komik, ja, sem že. Okej. Kje pa bo? Tukaj le bo. A tu bo, koliko ljudi pride razprodano? Super. A moram kaj posebnega vedeti, v publiki to ponavadi vedno vprašamo. In on reče, pravzaprav, v publiki bo danes polovica nove vladne garniture. To moderatorji, vlada je šla skozi urata, zagledala urabce in šla na vlak. Ampak takrat so nova vlada so bili Kresalova, pa Pahor, pa Golobič, ta z Gobico. Backstreet Boys 20 let kasneje. Oni Beyondom in ta čustveni. Okej, še kdo? Tudi župan Janković bo v publiki, boli me za Jankovića, kdo še? Pravi, to je najpomembneje. Moram povedati, v prvi vrsti bo sedel, svojo navzočnost je potrdil predsednik republike, gospod Danilo Türk. Se rekel, super. Ne vem, če veste, ampak mi komiki res v prvi vrsti imamo radi nekoga, ki je razposajen. Kdaj sem jaz na vrsti? Ti si na vrsti takoj zatem, ko slavnostni nagovor konča profesor dr. France Bučar. Idealno, stari. Če bi sam sestavljal program, točno tako bi bil, točno tako. A razumete? Prvo, profesor dr. France Bučar, starosta slovenske politike, publicist, pravnik, ključni pisec slovenske ustave, slavnostno o slovenski književnosti, potem Perica o čefurjih v Babilonu. To je to, stari. Zmagovalni koncept, nad vse smiselno so sledje dogodkov na odru. In nič, pride Bučko gor in mi ogreje publiko. Jaz prijem za njim in na začetku imam foro nekaj Nino Osenar, zajebavam kao in to pali. Potem začnem to zgodbo in rečem čefur in kar nekaj 90% publike nazaj. Prav se čuti ona beseda čefur se začela odbijati od sten Cankarjevega doma, ko ping-pong žogica, tako ping-pong. In v tisti prvi varianti zgodbe, prototip je bil, sta bila še geja, Engidu pa Gilgameš. Zakaj ne? In sem zaključil nekako tako, da sem rekel, da do njiju so bogovi imeli odnos isto kot Rimokatoliška cerkev pri nas. Čefurje še nekako šenkamo, Pedri nikakor ne. Umrl sem. Najslabši nastop ever, stari to. Imam kolege tukaj, Tadej Toš pa Vid Valič, pri njih res cenim to, znajo blokirati ta negativen odziv oziroma manjko odziva. Jaz ne morem. Evo, že 15 let to delam in stari, če mene publika ne sprejema, jaz začnem krčiti. Ne morem, jaz čustven sem in na koncu tistega nastopa sem bil kot Kinder Jajček figurca, tak stari, tako majhen. In grem stran, samo da se poberem stran tukaj, stari. In tam, ne vem, če ste bili kdaj v backstageu Cankarjevega doma, ko podmornica. To je v bistvu neko zaklonišče, stari, neka vrata, tako na podmornici. In jaz se zgubljam tam 4-krat, 5-krat, na koncu zalutam tam, kjer publika na koncu jeka na pečke. No, fuck, stari, ne me jebat. Grem mimo njih, on me gledal, kdo je spustil tega tu v trenirki. Nisem bil v trenirki, ampak taki pogledi so bili, točno takega glega. In jaz samo da grem stran, Zdaj ne moreš več parkirati pred Maksijem in parlamentom, nekoč si lahko tudi zgoraj parkiral. Jaz sem takrat bil totalno brez keša. Totalno vozil sem eno zaruznjeno petko, brez pokrova za gorivo. Rja, pojedla. Renault petka, ni bil BMW petka, se razumem. Zaruznjeni BMW petka, ne. In grem noter, se usedem, da bom kao plačal, tukaj imam drobiž, vzamem, grem ven, grem do parkomata, začnem metati kovance, upam, da bom sploh imel dovolj. 9 evrov je bilo za 3 ure, stari. Najdražji parking ever. Sem rekel, kakšni 9 evrov? Jaz vozim petko, to je cena za avtodom. Ki šlepa še en avtodom. In gledam, če sploh imam zadnjih 50 evrov v življenju, in zraven nekaj kovancov, mečem kovance, noter mečem. In v tem trenutku
vidim, že mrak je bil, silhueto iza tega parkomata prije in slišim stavek, ki ga vsi poznamo. A imate kaj drobiža? Nek klošar, jaz ga gledam, samo ti si manjkal danes, stari. Mečejo noter kovance, en mi ostane, reče, naj izvoli, on reče, hvala, v redu je, stari, vozi v redu. Grem noter v petko, se usedem. Crknila. In zdaj grem ven do onega klošarja, ampak on se vmes prelevil. Zdaj ni več klošar, zdaj je gospod brezdomec. Zdaj jaz njega rabim, razumete? Prej sem bil cela pizda, kao ajde, vozi, zdaj pa je tako, gospod brezdomec, se opravičujem, a lahko prosim, ljudje mi smo vsi blazno dobri, ampak znamo biti take dvolične pizde, a lahko prosim pomagajte, noče, In on je potrpežljivo poslušal, Mirko! In še en klošar prije ven iz samega parkomata, zdaj, prav sem šel pogledati, če je kakšna luknja tam, koalica v čudežni deželi, samo namesto zajca klošari skačejo ven iz luknje, zdaj. In ta Mirko je avtomehanik, pa je sreča v nesreči, In zdaj jaz sem noter o meni soli pamet, kao, ne, daj v ler, ne v drugo mora, ne v ler, ne v drugo. Jaz sem avtomehanik, jaz sem tu na komerski bil avtomehanik. In tako, kar nekaj se gremo, daj prej ti ven, grem jaz porivat, on gre noter, razumeš, in se zabavamo tako enih 15 minut na koncu, ne vem, ko nam sploh rata užgemo in jaz sem cel vesel, hvala, fantje, hvala. Prijem na rampo, preteklo 15 minut. Zdaj grem še enkrat nazaj do onega prvega kloša in rečem, a imate kaj drobiža? In on si misli, samo ti si mi manjkal danes. In mi je dal. On mi je plačal parking in sem rekel, fantje, zdaj imam samo še 50 evrov, to ne morem dati, če bi imel 10, bi vam res dal, bi. Ker nekaj sem jaz tisti, ki ni zaupanja vreden, razumeš? In potem se spomnim, da je pižama noter v dvorani, ni prišel nastopiti, je prišel pogledati mojo polomijo. In sem poklical ga, sem rekel, stari, daj prosim, so mi rešili življenje tukaj, daj jim 10 evrov, ti bom vrnil in res jim je dal. In vam povem, enkrat mu bom. Ko sem šel v Beograd, zdaj že enih 6-7 let, nekaj takega, ko je Kraš udaril tole reklamo, takrat, da vračajo tole nazaj, životinjsko carstvo, sem vedel eno žensko, pa ni bila jih rosno mlada, pa je 35. In je... Ženske kar užaljene, to ni mlado, ne, beda. Če je 35 je bilo mlado, bi Tina Maze še vedno smučala, kaj vam ni jasno, zdaj ni. Pustimo sluzaste komplimente, biologija, stari. In si mislim, pa ni to zate budala, poglej malo na osebno, ti res nisi več otrok, razumeš? Potem sem mislil, jaz sem budala, ko so oni udarili to reklamo, niso oni ciljali na mulce dan danes, pa kdo od mularije bo dan danes vzal životinjsko carstvo, stari, ko greš v trgovino in je životinjsko carstvo in zraven je Kinder Maxi King, stari. Pa tistega pojem 5 kil vsak dan, če je treba, a ste probali, noro. Pa zraven Kinder Čoko, Kinder Bueno, Kinder Finger, kurac pala, stari, samo Kinder je 25 vrst, pa ti ostani suh, razumeš? Životinjsko carstvo, to je bilo super takrat, ko si šel v trgovino in na policiji je bilo životinjsko carstvo in zraven je bila moka. In ti si rekel, wow, to životinjsko carstvo je res fajn, izbral bom životinjsko carstvo, ne? In meni je tole super, ker je lep tak vzorec, lepa paradigma bivšega sistema, ker je lep tako vitek, ne preveč lep, dovolj lep. Stari socializem ne pretiravaj, ne preveč dela, če boš ti, bomo mogli toliko vsi, umir se, vse dovolj lepo, zadostno lepo. In to je edina čokoladica na svetu, ko si jo odprl, sploh te ni zanimala čokolada, je tako. Ampak slikica, ja, in ko si jo odprl, ponovadi je bilo tako, wow, vietnamska svinja. Zagorski pav, wow. Ni bilo vedno tako, včasih je bil tako, wow, golob. Jaz imam že 5 golobov, stari. Kira budala, ta je toliko golobov noter, ne. Ampak ponovadi si bil navdušen, kao vietnamska svinja, wow.
In vse je bilo super, dokaj se nisi spomnil čokolade. In pol, ko si vzel čokolado, si jo zagriznil, pogled iz profila in si rekel, ne me jebat, kaj je tole, stari, čokoladna žiletka, le to, Obstaja, ne obstaja. Obstaja, ne obstaja. In isto je z bivšim sistemom. Če greš gledati ene številke, koliko folka je najebalo, če se spuščaš v podrobnosti, ne moreš ga zagovarjati kot nek super idealni sistem. In zato jaz vsem mlajšim generacijam, pa nekaj vas je tukaj nocoj, povem, da če se slučajno vrne kakšen sistem podoben prejšnjemu, to se zna zgoditi, veš. Ja, ne, ker to zdaj, tako, jaz sem doživel vojno na lastni koži in je tako, da to zgleda, kot da bo trajal ta mir. Ne bo. Ne, to enkrat se konča, stari. Na teh prostorih, če živiš dovolj dolgo, 5 sistemov zamenjaš. A ni fajn. In če se zgodi, da se vrne en tak sistem, samo si zapomni tole. Jej čokolado in glej slikico. Zato je slikica tam namenoma. Slikica je tam za distrakcijo. Slikica ti pomaga, da čokolade ne gledaš po strani, razumeš? Glej slikico tega zagorskega pava v svoji beli uniformi, kako je lep in se počuti varnega ob njem in to je to. Kar ne smeš delati v takem sistemu je, da skačiš okrog, pa vsem razlagaš, ful tanka čokolada, stari. Če je to naredil, si končal na enem otoku, ki zveni kot nudistična destinacija, pa nekako ne. Ampak zdaj že koliko? Enih 25-26 let imamo nov sistem kapitalizem. Kako vam je kaj všeč kapitalizem? Je zanimivo, je drugače. En folk se je znajdel, pa pač dobro živi. Svaka čast, stari. Pravim, enim je cool. Meni se zdi tako približno enako slab kot prejšnji. Vse na tebi, ti izkoristi svoj potencial, da boš ti, ti si lahko največ, nimaš meja, ti si lahko milijonar, samo na tebi je. Ja, res je. Dejansko lahko vsak milijonar. Ne moramo pa biti vsi milijonari. To pa pozabijo povedati. Če bomo tukaj vseh nas 250 tukaj, če bomo milijonari, nekdo bo zaradi tega na drugem koncu mesta ali pa sveta namesto špagetov za kosilo jedel vezalke, tako kot Charlie Chaplin, stari. Tako je, se ne izide, to je problem. In mene moti, ko en folk kao, da če garaš, boš nekaj, ni nujno, lahko garaš celo življenje, pa boš komaj preživel, tako kot moji starši. Mene moti to, ko se peljem po avtocesti in vidim tako napis, piše Hofer in spodaj piše več kot fair. Mene moti, da je nekdo dobil, vem, da je dobil hud cash za tole domislico in bil, ker to se zdaj ceni, nas, mi kreativci, jaz tudi, mi smo, nam dogaja. On je bil prav ponosen nas je kao, samo malo Hofer, samo malo koleščki. Hofer je fair, Ne, imam še boljšo. Hofer več kot fair, pa ti si genij, stari. Kako si se let tega spomnil, ne vem, to je inspiracija, to meni, through me to you, to meni prije z nebe, stari, to je... Ljubljanske mlekarne imajo mu. Če pustimo po strani kvaliteto te rešitve, kakšna jajca moraš imeti, da na predstavitveni sestanek prideš z 2 črkama, stari, Imel sem to priložnost, nastopil sem za Ljubljanske mlekarne na neke njihove jubilante in je bila cela uprava tam, tako se dela na levi strani in sem vprašal, koliko so dali za to. In mislim, da so rekli, čez 60 jurjev. Za mu. A si predstavljaš, evo vam 60 čukov, daj se kaj spametnega spomniti. Bomo. Prijevo čez 3 meseca nazaj ste, tuhtali smo celo poletje, tari, to je bilo delo noč in dan. No, pokažite, tada, mu! Sem vedel, da vam bo všeč, sem vedel, Nismo hodili na prvo žogo, ker bi bila krava, Ali pa mleko, Ampak tako krava reče mu, moraš malo pomisliti, In če prebereš za nazaj je Nismo hoteli, da je predolgo, dolgo pa resni, sej se štekamo, smo na isti valovni, tako, A ne zgleda super, ne, stari, zgleda ko ocena iz telovadbe.
In kapitalizem te poneumlja, to ni parola, da te reality šoji poneumljajo, to dejansko poneumlja in tudi vse te reklame, veš koliko jih je zdaj stari, veš koliko je bilo manj prej, zdaj ti ne pustijo dihati povsod je in na sebi sem opazil, zalotil sem se v trgovini, da kar nekaj časa kao kupujem gel za lase, kao dokler jih še imam, ne, in sem se zalotil, kar nekaj časa zgubljam, ker dvomim med ultra strong in mega strong stari moj. In potem sem izbral radikali strong, ker četrto maksimum hold je brez veze. In potem sem šel še na blagajno in sem vzel žvečilne Orbit Professional. Ker če imam česa pun kufer, je to amatersko žvečenje. To mi res požre živce, stari. Ampak v tem sistemu zdaj živimo. In te točke zvestobe, pa kdo to zbira, stari, kjeri nateg je to? In na osnovni princip je, kao ti zbere neke točke, mi ti damo neko darilo. Kakšno darilo? Če jaz zbere neke točke, meni sem kar nekajkrat bil pri tebi in pustil en kup keša, če daš meni nekaj nazaj, to ni darilo. To se spodobi. To se spodobi. Temu se reče količinski popust. In daj mi keš, ne bi da ti jebeno žogo. Kaj ti ima žogo? Ampak on ti uvali žoge, ker on dobil trgovec količinski popust na žoge, ne. Ampak v štartu, ne, 7-8 let nazaj je bilo še to fair, kao, evo ti 15 pik, ne, ti meni žogo, jebi se ti tudi v redu, ne. Humano, v redu, še kar na nivoju. Ampak zdaj tako, kamorkoli, kjerokoli trgovino, dobiš oni blokec, piše, zberi 200 točk. Zberi 200, in če jih zbereš, lahko kupiš tole našo ponev. Lahko jo kupiš, stari moj, a nismo dobri, ti dovolimo, da jo kupiš, stari. Samo 200 točk, za budalo te imajo, oni to, a to se res plača? Ja, budalo, to se res plača. Beri 200 dnevno še 30 evrov, roko na srce niti ne 30, 29,99, ne. Ja, ta ponev drugače stane 125,000 evrov, ja. A ima tvoja to rdečo piko? Nima, zato je ta 155,000 evrov, ja, zato, ja. Evo sem zbral še 30, evo ti ponev, budalo jedna, nesi jo domov, pa se vsak dan 10 po glavi udari z njo. Pol pa jo odloži med ponve. Enkrat se je zgodilo, da je najboljši friend, moj najboljši friend vprašal, 2010 je bilo, je rekel, stari, a greva kolesari čez Romunijo? In se rekel, ja, greva, imam 4 tedne viška življenja. In sva šla. In v štartu tega projekta sem naredil kapitalno napako, šel sem s prijateljem, ki je čisto krvni Slovenec. In sem še zdaj dane naučil, če greš športa s Slovencem, je zelo fajn, če je igrišče omejeno. Če greš fuzbal, basket, to še gre, stari, ampak če greš planinarit ali kolesari čez Romunijo, stari, najebal si kako žuti. On je, jaz sem mislil, da bo 100 metrov pred mano, stari, on je 3 kilometre pred mano. Tam šiba, ena taka bela pikica v daljavi, razumeš? Šiba, išče svojo cankarjansko mamo, ali kaj, jaz vem kaj. Njegov psihološki profil me niti ne zanima, tip je, in pol ta bela pikica izgine za hrivom dol, jaz grem okrog in si mislim, pizdarja, to je podobno, kot če bi šel sam v Romunijo, Nikoli ga dejansko nisem dohitel, on me mora vsakič počakati, tam nekje za hrivom me počaka, jaz prijem mrtev, cel moker, zasopihan in pol gremo naprej. Kot da je on rabo počitek, a razumeš? In vsakič, ko prijem do njega, se obrne pravi, a ni fajn? Se rekel, kaj? Pravi to, da se mučimo, a ni fajn, da se mučimo? To, da stiskaš, pritiškaš nekaj iz sebe, iztisneš, presenetiš samega sebe, ko zagrizeš v hrib, take besede, zagrizeš v hrib, stari moj, zagrizeš, odkrivaš svoje meje, a ni fajn? Se rekel, ni, stari, ni. Pojma ti nimaš kaj je fajn. Fajn je, če ješ. In piješ, in ješ, in piješ, in odkrivaš svoje meje. In nisva prekolesarila Romunija 1000 kilometrov, ne vem, če veste, tako počez, in 700 sva naredila, potem sva šla z vlakom. Pa ne zaradi tega, ker ne bi zdržala, ampak telo utrdi, kasneje je lažje, samo treba iti domov delati, zmanjkalo cajta. In on mi je to zameril, on je rekel, zaradi tebe nisem osvojil Romunije.
Se rekel, stari, osvojil Romunijo, daj nekaj, par stoletij si prepozen, sorry, da ti moram povedati. In gledaj to, sem jaz edini član tvoje vojske, nama slabo kaže, osvojiti Romunijo, šel tip. In ta mentaliteta, stari, ta nek gen, ki te sili v Himalajo po nepotrebnem, to meni res ni jasno, stari, mene je pokalo koleno, razumeš, prav bolelo me, njemu se je zagnojilo, nekaj, ko sem rekel, kaj je to pravi, nič. Sem rekel, mene boli, pravi, mora boleti, pa mora, postaj, mora boleti, ej. In ko rečem Romunija, koliko vas pomisli na Rome? Aj, dajte ustreliti eno cifro, procentualno. Kaj mislite v Romuniji, koliko je Romov? 20%? 40? 3% na Wikipediji piše. Wikipedija je odličen vir podatkov, ki jih lahko spreminja kdorkoli. Samo prste moraš imeti. Ampak je res malo, 3%, ostalo so Romuni, kar je čisto nekaj drugega. Jaz sem Romune doživel podobne Slovencem, po mentaliteti. Mogoče malo bolj zadržani v štartu, ampak če poči guma, pomagajo. In to je pomembno, če greš kolesariti čez fucking Romunijo, ne. In slabih izkušenj nisem imela ne z Romi, ne z Romuni. Edine cigane, ki sem videl tam, je bilo v Temišvarju, ko sta se peljala mimo enega večjega ogledala. Ne, vi ne veste, v čem je fora. Nisem imela šla samo kolesa, imela prikolice za sabo, stari. Prikolice z opremo za snemanje, da bo posnela avanturo, razumeš, 25 kil, stari, in te prikolice je on naredil po načrtu z YouTubea. Ta nivo, razumeš, ta nivo. Ta športni nivo, stari, v klanec greš, razumeš, kot da se en mulo na rolik drži za tabo, tak feeling, da ne more, kolena pokajo, stari. In pol on reče enkrat, ej, a greva jutri čez ta prelaz. In gledam, in je tako, ta črta je bila krajša, ona je bila ful tako bolj zavita in daljša, ne. In sem rekel, ja, ker po srbo-hrvaško je prelaz, ne, pješački prelaz, to je zebra, to je, stari, klanec za klancem, jaz sem umrl. Ampak, ko greš brat o narodih, stari, ko greš brat, jaz na kovinarski nisem imel nobenih uporabnih predmetov, če ne boš kovinar, ne. Drugače te ful dobro pravijo, če boš kovinar, ne. Ampak, če ne boš, mi nismo imeli tako biologije, nismo imeli kemije, nismo imeli zgodovine, punc ni bilo, seveda, kar je posebej traumatično, ali ni, to je, potem so prišle frizerke, pa smo bili na isti frekvenci, pa je bilo fajn, ne, ampak, in zdaj precej berem, na Wikipediji, in ko bereš te podatke o narodih, ne, daleč najbolj fascinantni, noben od teh jugoslovanskih ni tako zanimiv kot Rusi, stari. Rusi, jaz ne vem sploh, kaj je Hitler razmišljal, ko je napadel Rusijo. Ko boš ti premagal Ruse, če ti njih napadeš Sibirija, zmrzneš, če oni tebe napadejo, njih je ko Rusov. In vedno jih je bilo ko Rusov. Ampak niso pa vedno imeli orožja za vse. Ko je vojna, ponovadi se vedno pošle reveže, da se oni prav pobijajo med sabo. Plemiči in bogatuni, oni so na hribu gor nekje, oni tako gledajo, kao, dobro jim gre tem našim, ej, ne bi si mislil, stari, dobri so. In v Rusiji, te stari carski, so odpirali zapore in kao spuščali te prve, teh pa res ni škoda, naj se malo pobijajo med sabo. In niso imeli orožja za vse in piše, da je bil ta sistem. Vstopijo kao 4 v prostor, tam, kjer delijo orožje in dajo prvemu, ne vem, puško, karkoli, in potem 2 brez, in potem naslednji dobi puško. A si predstavljaš, da si eden od onih dveh, ko... Vstopite, kar noter, kar naprej, evo puška, vi 2 brez. A je to skrita kamera, kaj je zdaj? Prosim? Brez, videl, brez. Na bojišče, brez orožja. A zdaj boš kompliciral, ali kaj, a? Ti si eden tistih, vidim jaz, tabo se tega vedno treba nekaj posebej ukvarja, da. Pa kako bo na bojišču, pa padajo, kaos, to je kaos, ko je bitka, je kaos, ljudem stvari padajo po teh, boš našel nekaj tleh, aj, ne kompliciraj, dej. In so šli dejansko v brez, stari. En je šel s puško, od zadaj 2 za njim. In ko je ta fasa umete, ko je padel na eno stran puška, na drugo in je bila gužva, da si to puška. Kao počasi, prvo jaz umrem, potem ti, vrsta.
take bizarke, ko greš brat zgodovino stari Rusije, brado je bilo prepovedano imeti v Rusiji v 18. stoletju. Mislim, lahko si imel brado, ampak če si imel, si moral plačati davek dodaten na dovoljenje za brado si dobil. A si predstavljali danes tako, da te ustavi policaj do zvečer, kao, dobro večer, gospod, vozniško in prometno, prosim, okej. Kaj pa dovoljenje za to brado, imate? Imate, okej, da vidim, letna, zimska, okej, dobro. Stopite ven, da izmerimo profil, stopite ven. Ampak najbolj fascinantne podatke, kar sem prebral o Rusih, piše, da v tem istem 18. stoletju je živel možakar Feodor Vasiljev in njegova žena, skupaj sta imela 69 otrok. En moški, ena ženska, 69 otrok. Zdaj, težko je verjeti, ampak to je Guinnessov rekord, lahko greste preveriti. Zdaj, prvo, kar se vprašaš, koliko cajta ona rojevala. Ampak fora je, da ni enega po enega. Ona je tako 8x4, 16x2, 36x3, ne vem. Ne, res je moralo biti vsak dan je za njo. Ona je kao se pogovarjala s sosedo čez ograjo, kao, a veš kaj moj preham? Veš kaj moj? Evo, tu ga bom dala, kar ja, samo malo. Evo še dva, dejte se igrati med sabo, dejte se igrati med... Mami se pogovarja s teto, ja. Evo babuška, odpri, še enkrat, še enkrat, Ni glupo, zabavno, odpri še enkrat, zdaj pa se stavi nazaj. Pravi moj, da noče spet seksa, meni je non-stop do seksa, jaz bi res rada. A si videla mojo sosedo kao konkurenco? 14 otrok, ma luzerka, Samo Cirilica kao luzerka, Kako je bilo staremu, ona tam nekaj klepeta sosedo, razumeš, on ima kako polena, ene 4 v naročju. In kriči, dej umirte se, ne razbija, dej vse, ti. Kako ti je ime? Vladimir, vse si dol, ti Vasilij, a ti si tudi Vladimir, zmanjkalo imen na V. Vse se dol, nehaj tem svojega brata, no. Kaj še enako pravim fajt, on ima 8 let, ti imaš 35, vse se dol. In obri se, ne bom jaz zate davko plačeval. Kako je bilo, ko so imeli družinski sestanek? Po moje približno takole, ko zdaj tukaj. On je prišel noter, imel prav mikrofon in rekel, dober večer, dragi otroci, draga žena. Prva in glavna točka dnevnega reda, kopalnica je ena sama, gremo se organizirati, lepo prosim. Ampak to so Rusi. Mi smo pa Slovani, baje, čeprav niti ni nujno. Mogoče smo Iliri, ne. To je kao, eni pravi, da je to podskupina in da ne vem, sploh, Veneti, to je izraz, ki se pojavlja še pred Slovani. Sploh ne vemo, kaj smo, ampak je res fucking pomembno. Ko se nekdo toči v prsta in reče, jaz sem Srb. A si ziher, da ni nek Turk naskočil tvojo a si res ziher, a si bil tam, stari, ne me jebat. In 5-10 stoletij kasneje, who gives a flying fuck, stari, razumeš? In jaz sem Jugoslovan, zaradi tega, ker to je prvo, kar so mi povedali. Takrat, ko si majhen, pa ti povejo, to je tvoja domovina, Jugoslavija, in takrat narediš nek koncept v glavi. In pol, zato, ker se je politična situacija spremenila, nisem hotel jaz tega spremljati pri sebi, zaradi tega sem Jugoslovan, sem pa tudi Slovenec, ker zdaj živim 26 let v Sloveniji, sem tudi Bosanec, marsikaj sem med ostalim. Moja žena je Slovenka, madžarskega rodu, tako da najin sin je Najin sin je prekmursko-madžarski, bosansko-primorski Ljubljančan. A si predstavljate, kako to izgleda, ko on pride iz vrtca in začne govoriti ljubljansko? Ker v štartu govori kot vidva in pol vedno bolj v smeri svojih sošolcev. Samo sem čakal trenutek, da bo prišel domov in da bo rekel kva. Samo sem čakal in prejšnji teden se je zgodilo, prije domov in reče, a ti kva. To mi je rekel, a ti kva. Jaz sem rekel, kaj kva? In on me gleda in se smeji in reče, kva, kaj kva. In prav me je imelo, da bi mu rekel, kaj kva. Ampak pol bi on odgovoril,
kva, kaj kva. In potem bi jaz njemu rekel. In ne bi bilo konca in sva rekla, greva nekaj tukaj, ker to je bolj pametno. Jaz bom tudi tukaj nocoj nehal. Najlepša hvala, super ste bili publika. Hvala lepa. Lep večer še naprej. Hvala. To mi je res glupo, iti dol pa priti gor. To mi je tako glupo, stari, to... Ampak ba je, da moramo, ne vem. Da vi veste, da se bliža konec, ne vem, najbrž, ne vem, drugače ne bi vedeli, ali kaj. Ampak gremo, let's do this shit. Zdaj, če se slučajno sprašujete, zakaj je ta fucking klavir tukaj celo predstavo. Pa je, da obstaja neko scenografsko pravilo, da mora biti nek predmet na odru, ki ga sploh ne uporabiš. Najbrž ni mišljen tako velik, ampak... Sega bom. Problem je tem, da ne znam špilati, to je edini problem. Drugače z veseljem uporabim. Znam ene 3 stvari narediti gor, upam, da boste sledili. Prva je... Čakaj, je premalo, okej. Prva je ta Brane Rončeli za odra glasba, ki je zdaj ni več na TV-u, meni je ful žal, ker sem ful bil fan in nekako gre takole. Hvala, okej. Kar nekaj. Druga je, ko greš na neko poroko, nekdo se je poročil in zdaj ti se pelješ sam domov ob enih zjutraj in šaltaš postaje in slučajno zalutaš na Radio Ars. Tam je ponavadi žur glasba in gre nekako takole. In tisti glas reče, to je bil Rahmaninov. In ti tako, ja, pizda se mi je zdelo, da je Rahmaninov. Ja, točno, prav se razmišljal, da je Rahmaninov, ej. In zadnja je glasba iz Grozljivk, ki gre takole. Ode glava. Hvala lepa.